Hvala lepa. Spoštovani predstavniki verskih skupnosti, spoštovani predsednik Zavoda Varna pot, gospod Robert Štaba, cenjeni gostje. V Sloveniji od leta 2007 obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. To je dan, ko se s spoštovanjem in sočutjem spomnimo vseh, ki so izgubili življenje ali bili poškodovani v prometnih nesrečah. Skupaj z njihovimi svojci, prijatelji in sodelavci. Od leta 2013 nas spomenik, pred katerim stojimo, opominja, da se v tem prehitrem svetu za trenutek ustavimo. Cesta, simbol življenja in potovanja, je žal tudi prizorišče tragedij, kot nas spominja vers vklesan v ta kamen. V imenu Agencije za varnost prometa izrekam najgloblje sožalje vsem, ki so v prometni nesreči izgubili svoje najdražje. Vsaka izguba je bolečina, ki je ne bi smela doživeti nobena družina. Ne smemo pa pozabiti niti na tiste, ki so zaradi poškodb utrpeli trajne posledice in s posledicami nesreč živijo vsak dan. Letošnja mednarodna kampanja nas opominja, ceste po svetu vsako leto vzamejo več kot milijon življenj, med njimi je mnogo talentov. V Sloveniji smo v zadnjih desetletjih naredili pomembne korake naprej, naša prometna varnost se je bistveno izboljšala. V letu 2024 smo zabeležili celo najmanjše število smrtnih žrtev na naših cestah, vendar žal v letošnjem letu temu ni več tako, ta trend se je obrnil. Do 9. novembra v letošnjem letu je na naših cestah izgubilo življenje že 84 oseb. Zato nas je še toliko bolj prizadela nedavna odločitev Ustavnega sodišča, da rezultat alkotesta ni več zadosten dokaz alkoholiziranosti. Ta odločitev je hladen tuš za vse, ki se že leta trudimo preprečiti, da bi kdorkoli pod vplivom alkohola sedel za volan, in za vse, ki so zaradi alkoholiziranega voznika izgubili ljubljeno osebo. Skrbi nas tudi razprava o legalizaciji konoplje za osebno rabo. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da se je v državah, kjer so to dovolili, število nesreč zaradi vožnje pod vplivom THC znatno povečalo. Zato jasno poudarjamo, pravice posameznika se nikoli ne smejo postavljati nad pravico drugih do varnosti in življenja. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem Zavodu Varna pot, predsedniku Robertu Štabi in vsem sodelavcem za predano delo v podporo žrtvam, njihovim družinam in za dolgoletno preventivno dejavnost. Vaše delo pomembno dopolnjuje prizadevanja Agencije za varnost prometa, vaši ambasadorji so živi pričevalci krutih posledic prometnih nesreč in svojo bolečo izkušnjo praznine opomin vsem nam, še posebej tistim, ki oblikujemo in izvajamo ukrepe prometne varnosti. Naša skupna vizija je ambiciozna, a edina pravilna, to je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih na naših cestah. Vsak od nas lahko največ prispeva k doseganju tega cilja, to je s spoštovanjem cestno-prometnih predpisov, z zavedanjem lastne odgovornosti in zavedanjem, da vsak trenutek na cesti pomeni, da moramo misliti nase, na svoje življenja in na življenja drugih, ki nas obkrožajo. Besede ne morejo povrniti izgubljenih življenj, ostaja pa naša skupna zaveza živim, da z odgovornim sodelovanjem zmanjšamo število žrtev in ohranimo čim več življenj. Hvala.